Nekje znotraj Disneyjevega imperija obstaja en tak skriven laboratorij. Mesto, kjer se inženiring sreča s pripovedovanjem zgodb in kjer se rojavajo tehnologije, ki ustvarjajo tiste najboljše čarobne trenutke v njihovih parkih. No, danes bomo odgrnili zaveso in pokukali noter. Ja, kako torej Disney zgradi nemogoče? Kako recimo robot kar naenkrat leti po zraku? Ali pa kako je mogoče hoditi skozi navidne svetove, ampak se v resnici sploh ne premakniti z mesta? To je tisto osrednje vprašanje, ki nas bo vodilo skozi tole našo razlago in razkrilo skrivnosti, ki se skrivajo za vso to iluzijo. In odgovor? No, ta se skriva v eni čisto preprosti, a ključni filozofiji, ki jo je nekoč izrekel Imagineer Lanny Smooth. In sicer, da tehnologija služi zabavi. Se pravi, ne gre za tehnologijo kar tako, zaradi tehnologije same, ne. Vsak izum, čisto vsak robot in vsaka vrstica kode, vse to so samo orodja. Orodja v službi ene večje zgodbe in seveda globšega čustvenega doživetja. Ok, pa se potopimo v ta skrivni čarobni laboratorij. Govorimo seveda o tehnološkem laboratoriju Walt Disney Imagineering. To je tisti oddelek, ki ga je že leta 1952 ustanovil sam Walt Disney. In danes je to epicenter inovacij. Mesto, kjer se sanja dobesedno pretvarjajo v resničnost in kjer inženirji pa umetniki skupaj ustvarjajo popolnoma nove svetove. Tale časovnica pa res lepo prikaže to neverjetno zapuščino, vse od leta 1952. Ampak poglejmo ta pospešek v zadnjih letih. Leta 2017 patentirajo revolucionarno tehnologijo tal. Leta 2021 debitira robot, ki izvaja nadčloveške akrobacije. In letos 2024 je bil njihov ključni izumitelj postavljen ob bok samemu Voltu. Jasno je, da se inovacije dogajajo hitreje kot kadarkoli prej. Dobro, zdaj pa poglejmo, kako ta tehnologija na novo opredeljuje gibanje. Ker ne gre več samo za to, da se nekaj premakne od točke A do točke B. Ne, tukaj govorimo o tehnologijah, ki čisto zares, fundamentalno spreminjajo, kako se liki in tudi obiskovalci premikajo skozi fizični prostor. In tole je holotile. V bistvu si to lahko predstavljamo kot neko vsesmerno tekočo stezo, ampak fora je, da jo lahko uporablja več ljudi hkrati. Samo zamislimo si, hodimo po neskončnem hodniku ali pa plešemo na odru, ki se ves čas premika z nami. In tole ni znanstvena fantastika, ne? To je tehnologija, ki že obstaja v njihovem laboratoriju. In kako to deluje? Pravzaprav precej elegantno. Sistem uporablja lidar senzorje, podobne tistim v avtonomnih vozilih, in ti sledijo vsakemu koraku. Na podlagi teh podatkov se na stotine majhnih, res drobnih ploščic pod nogami zavrti in premakne, ravno toliko, da osebo obdržijo na mestu. Končni rezultat? Iluzija hoje je popolna. In tukaj se šele odpre ves potencial. Ne gre samo za zabaviščne parke. Nikakor. Ta tehnologija bi lahko popolnoma spremenila virtualno resničnost, ker naenkrat ne bi več rabili tistih omejujočih kablov. Lahko bi ustvarila dinamične udrske postavitve za plesalce ali pa, pomislimo, celo pomagala pri rehabilitaciji, kjer bi pacienti na varnem vadili hojo. Možnosti so res neomejene. Ok, od gibanja po tleh pa gremo zdaj k gibanju po zraku. In tukaj je preskok ogromen. Poglejmo. Tradicionalni animatroniki so bili v bistvu kot neke lutke na vrvicah, ki so pač ponavljale iste vnaprej programirane gibe. Struntronika? To je pa nekaj popolnoma drugega. To so avtonomni roboti, ki med samim letom sprejemajo odločitve, vse z enim ciljem, da bi dosegli popoln pristanek. To je, na kratko, razlika med likom, ki se pač premika, in junakom, ki resnično leti. 90 kilogramov. Ja, prav ste slišali. Toliko tehta robot Stuntronics Spider-Man. In tega robota vsak dan izstrelijo 85 metrov visoko v zrak, nad glavami obiskovalcev seveda, ker potem izvajate osupljive akrobatske polete. To ni samo številka, to je teža enega pravega inženirskega čudeža v gibanju. In kako se na tem gradi naprej? Poglejmo animacijo svetov in likov. Od enega samega letečega junaka zdaj prehajamo k tehnologijam, ki oživijo, kar celotna okolja in vse tiste like, ki potem naseljujejo parke. 500. Točno toliko dronov lahko naenkrat leti v enem popolnoma sinhroniziranem roju. In kaj delajo? Na nočnem nebu ustvarjajo ogromne, premikajoče se svetlobne skulpture. Pomislimo samo, od letečega Feniksa nad gradom pa do Mandalorijana, ki leti tik nad občinstvom. Ti droni so v bistvu postali nevidni dirigenti, ki dobesedno rišejo zgodbe po nebu.
Ampak inovacija ni vedno v velikosti, sploh ne. Poglejmo te male droide BDX. Debitirali so v deželi vojne zvezd in so prava majstrovina čustvene robotike. Veste, njihova prava čarovnija ni v tem, da se premikajo ali hodijo. Ne, je v tem, da izražajo osebnost, njihovo obnašanje, včasih tako otroško radovedno, včasih sramežljivo. To je tisto, kar ustvari res pristen čustveni stik z obiskovalci. In čisto podobno evolucijo vidimo tudi pri uporabi svetlobe. Vse se je začelo s tistim projekcijskim mapiranjem na gradovih, ki je oživljalo pravljice, se spomnimo, no danes so pa že korak dlje. V laboratoriju razvijajo interaktivne holograme, take, ki se odzivajo na gibe obiskovalcev in s tem počasi, a vztrajno brišejo mejo med gledalcem in samo zgodbo. Ok, imamo torej vse te tehnologije. Tla, po katerih hodimo, junake, ki letijo, lajke, s katerimi se pogovarjamo. In vprašanje je, kako se vse to združi? No, to nas pripelje do prihodnosti potopitve, do točke, kjer vsi ti posamezni elementi postanejo del enega, samega, celostnega doživetja. In tole je samo en tak hiter pogled v njihovo orodjarno, kaj vse imajo še na zalogi. Razvijajo eksoskelete za res ogromne lajke, kot je Hulk, pa mehko robotiko za tisti pristen stik. Potem je tu umetna inteligenca, ki robotom omogoča, da dobesedno zaznajo čustva. Skratka, vse, da bodo svetovi, ki jih ustvarjajo, še bolj prepričljivi. In to nas pripelje do ključne poante. Nič od tega niso samo neki kul pripomočki ali pa tehnološke demonstracije. Ne, čisto vsak senzor, vsak motorček, vsaka vrstica kode, vse ima en sam cilj – ustvariti močnejšo čustveno povezavo z zgodbo in njenimi žiki. Temu bi lahko rekli inženiring čustev. Na koncu se vedno znova vse vrne k temu. Ker, poglejmo, tehnologija sama po sebi je hladna, ne? In domišljija, brez orodij, da jo uresničimo, ostane samo sanja. Tista prava Disneyjeva čarovnija, ta se zgodi točno tam, kjer se ti dve sili združita. Tam, kjer se kompleksno inženirstvo preoblikuje v en, sam nepozaben spomin. In vse to nas seveda pripelje do zadnjega, morda najpomembnejšega vprašanja, ko pomislimo na vse te tehnologije, ki že obstajajo v njihovem laboratoriju, od neskončnih tal do čutečih robotov, si lahko res samo vprašamo, katera meja bo padla naslednja, kakšne nemogoče sanje bodo zgradili jutri.